Vedno sem bil tak, kakor so bili drugi. Imel sem dvoje oči, imel sem dvoje ušes in zgovorna usta. Počasi pa so mi oči spoznale varljivo svetlobo. Ušesa so se naveličala godbe, samo od sebe so se zaprla moja prazna usta. Zgodilo se mi je kakor pravičniku. Z začetkom šolskega leta 1936 sem začel učiti francoščino in slovenščino na Bežigrajski gimnaziji. Bil sem 30-letnik. Ni lepšega časa v človekovem življenju. Nikoli nisem to, kar mislijo, da sem. In nikoli nisem tam, kjer me vidijo oči. Sovražniki me imajo za naslednika prestola. Tvoje predzadnje pismo mi ni všeč, ker iz njega preveč odseva strast do mojega telesa. Vedno sem površno hvalil, slišim vse, kar se dogaja, in nikoli nisem bil skromen, da bi slišal, kar boli. Za komuniste je nujna absolutna lojalnost in enakopravnost vseh sodelujočih grupacij. Proti okupatorju je treba vršiti najsprostno oboroženo akcijo. Med dnevniškim zapisom in pesmijo skoraj ni razlike. Vse, kar je potrebno kritizirati, naj se kritizira, toda ne tako, da se s tem reakcija okoristi. Pri nas nimamo črkarskega analfabetizma, zato pa imamo hujšega. Padli smo v posnemanje nižjih civilizacij. Beograjsko okolje je bilo tuje. Ljudje zaprti in nezaupljivi, nervozni in demoralizirani. Mlad in privlačen varaždinski profesor se je pozno jeseni leta 1933 med zasebnimi inštrukcijami iz francoščine zaljubil v 7 let mlajšo Zdravko Koprivnjak. Vedno sem bil tak, kakor so bili drugi. Zdaj sem tak, kakor ni nihče. In vendar sem tak, kakor vsi drugi.